Lepo pozdravljeni na debatni kavarni. Pozdravljam vas v imenu Javne agencije za knjigo, kjer pač izvajamo projekt, ki ga bomo danes predstavili. To je projekt Vključujemo in aktiviramo. Javna agencija za knjigo ta projekt že 3. leto uspešno vodi. Naš namen danes je predstaviti, kako poteka ta projekt na terenu. Z mano so tudi gostje, ki smo jih povabili in se ob tej priliki tudi zahvaljujem, ker so se temu povabilu odzvali. Z nami so torej Orlando Uršič, mentor literat v mariborskem zaporu, potem Ciril Horjak, mentor ilustrator. Letos je že tretje leto z nami, letos pač v CUDV oziroma v Alti v Prevaljah, in tudi Boris Karlovšek, ki prihaja iz mariborskega zapora. Mogoče za začetek bi samo predstavila, kaj sploh projekt Vključujemo in aktiviramo predstavlja. Torej, kot rečeno, kot sem že omenila, poteka 3. leto. Veseli smo, da smo letos, bom rekla, na terenu usposabljali udeležence kar v 15 inštitucijah. To je velik dosežek, tako da se je v bistvu število udeležencev pravzaprav od našega začetka podvojilo. Projekt vključuje udeležence torej po različnih inštitucijah, vključujemo predvsem torej 4 ranljive skupine. To so osebe, ki se zdravijo od prepovedanih odvisnosti od prepovedanih drog, potem so to zaporniki, osebe z motnjami v duševnem razvoju in pa osebe s težavami v duševnem zdravju. Sam program temelji na delih slovenskega leposlovja, obsega torej neke različne vsebinske poudarke, od kreativnega pisanja, kreativnega izražanja, javnega nastopanja, digitalne pismenosti, ilustriranja. Rezultati dela pa moramo reči, da so več kot odlični. Tudi na samem terenu, ko seveda kot koordinatorka s kolegico obiščeva vse te delavnice, moram reči, da je to tisto, kar nam res da veselje za delo. Vemo tudi pač obsega nekaj birokracije, vendar je samo delo na terenu tisto, ki vsem nam, bom rekla, res da eno tako zadovoljstvo. Torej, program združuje priznane slovenske likovne in literarne ustvarjalce. Zato smo danes povabili na ta dogodek in literata, in ilustratorja, pa tudi udeleženca, da bi res osvetlili pač cel projekt z vseh zornih kotov. Mogoče bi začela s tabo, Orlando. Ti si pač letos prvič mentor v našem projektu. Rekla bi, da verjetno ti je to na začetku predstavljalo kar en izziv, torej delaš kot mentor literat v mariborskem zaporu. Kakšna je bila tvoja misel, ko smo te povabili? Kako si predstavljal celo stvar? Ja, jaz lep pozdrav vsem skupaj. Jaz moram reči, da sem bil pravzaprav v dvomih. Pred mano mislim, da je bil mišljen, da bi ta projekt v zaporu vodil in izvajal Tomo Podstenšek, vendar potem je on šel v tujino. Ne vem, kako je prišel do tega. Skratka, jaz sem na začetku seveda dvomil. Ta projekt, kot sem ga jaz razumel in kot ga razumem, je tak, da recimo jaz eno leto hodim v mariborski zapor vsaki ponedeljek in potem z udeleženci, z zaporniki govorimo o literaturi, govorimo o točno določenih knjigah, povabimo pisatelje, pesnike, dramatike in pravzaprav skozi literaturo skušamo doseči to, da se torej moji udeleženci aktivirajo. To pomeni, da se na nek način pridobijo neka znanja, neke kompetence, da znajo, da se naučijo kreativnega pisanja, da se naučijo
torej govornega izražanja in še kar nekaj teh vsebinskih modulov je. Jaz na začetku me je najbolj skrbelo, da ne bo interesa, da pravzaprav kaj če ne zdaj tam hoditi, pa nekim ljudem, ki imajo pač svoje težave, ki imajo pač za sabo neko zgodovino, razlagati o literaturi. Zelo sem dvomil v to. A zdaj, tako kot vidimo tudi na obisku na vaših delavnicah, vidimo, da ste se skupino zelo lepo povezali, da je interesa dovolj, da nastajajo tudi, bom rekla, neki izdelki, na katere mogoče niti nismo upali na začetku računati. Potem tudi gospod Boris malo več o tem povedal. Kako si se pa ti sebe pripravil na to? Torej, jaz s knjigami delam približno 20 let in tudi javno predstavljam pisatelje, pesnike, literaturo že res dal časa in mi ni noben problem govoriti takle, recimo na knjižnem sejmu o knjigah. Tam v zaporu gre pa vendarle za malo drugačen način. Tam je konec koncev en zaprt krog, ena skupina ljudi, pri katerih se je sicer izkazalo, da je nekaj bralcev, ampak ti so bili v manjšini in jih je bilo treba pravzaprav motivirati. Najprej čisto na začetku jih prepričati, da literatura lahko daje neke odgovore oziroma da literatura postavlja vprašanja, ki si jih tudi oni sami zastavljajo. Vprašanje svobode, vprašanje ljubezni, vprašanje medosebnih odnosov, vse to literatura ima. Tako da jaz sem se tega pravzaprav lotil zelo spontano, iskreno, do ljudi sem bil popolnoma nezadržan, mogoče celo preveč, bi rekel, zelo hitro sem prišel skupaj na isti nivo z njimi, tudi ko so se med sabo recimo skregali, zdaj na zadnje je bilo, ne vem, če lahko to povemo, ker je gospa šefica tukaj, tako ostro, da sem moral poseči mest, da sem pravzaprav skočil med dva udeleženca in to je bilo, ne vem, v 1 minuti, je bilo vsega konc in smo se spet naprej pogovarjali. Skratka, jaz sem s to iskrenostjo nekako pristopil, me pa je skrbelo, seveda. Kako si pa spodbujal, bom rekla, njihovo ustvarjalnost, na kakšen način? Ves čas, torej, mi, ko smo obravnavali neko posamezno knjigo, sem ves čas imel v mislih to, da se moramo pogovarjati o tej konkretni knjigi, o zgodbi, ki jo knjiga opisuje, ali pa o pesmih, in sem jih ves čas vračal nazaj. Seveda smo, bom rekel, malo včasih odbluzili stran, in ker sem videl, da pravzaprav v zaporu, jaz ne vem, kako je druge, ampak v zaporu so udeleženci ves čas želeli to, kar je v knjigi, aplicirati na življenje. In ves čas so pravzaprav sebe iskali in tudi večkrat našli noter. Jaz sem jih skušal torej ves čas držati dobesedno za vrat, da ostanemo pri temi, pri literaturi, pri konkretni knjigi. Tudi ko so gostje prihajali, Boris ve, da prvih 10 minut zgleda tako, da se udeleženci pač njemu, gostu, recimo enemu pesniku tožijo, kako pač jim je težko, bom tudi kaj več o tem kasneje povedal, da se jim zgodila krivica ali pa karkoli, ali pa da se jim dogaja krivica, vendar sem jaz ves čas pač se trudil držati nit tam, kjer je bila vsebina. In moram reči, da vsebina jih pa je zanimala. Zelo sem bil presenečen, da so ti fantje robustni, na videz zelo radi poslušali in brali poezijo. To nisem mogel verjeti. Ferija Lančka, recimo Mödrendorfera, to so po cele zbirke prebrali in radi so poslušali pesnike, da jim berejo poezijo. Neverjetno, bi rekel. Tako da ja, na ta način. Šlo proti pričakovanjem, človek s tem mogoče gre z nekimi, bom rekla, v glavi ima, kako bo do ene stvari izpadla, ampak gre včasih preko tega boljše kot mogoče. Skrbite, ker jaz pač vse tega ne skrivam, jaz sem odraščal v popravnem domu, sicer dobro, tam smo bili mladi, ampak ko so recimo ene študentke z nami prišle tam delati ene projekte, to je nam bilo smešno, niti slučajno nismo sodelovali, ker smo pač bili nekako zaprti do tega, in sem jaz tudi mislil, da oni ne bojo. Kar pa sem ugotovil
zelo pomembno pri tem projektu, poleg tega, da seveda res udeležence obogati za vsa ta znanja in vsebine, vsaj v zaporu, da sem jim jaz bil, ali pa ta delavnica, ali pa vsi gosti, ki so prihajali, nek stik z zunanjim svetom. Ne? To se mi je zdelo, kot da bi preko nekega pesnika se odklopili od tistega dogajanja monotonega v zaporu, ki ima seveda svoje zakonitosti, in so imeli en stik z zunanjim svetom. No? To se mi je zdelo eno tako opažanje, da je njim nekaj pomembno. Ja. Boris, vi kot udeleženec te delavnice v mariborskem zaporu, kaj pa vam pomenijo ta ponedeljkova srečanja? Najprej bi vse pozdravil, veliko pomenijo. Ne? To je nekaj, kar bi rekel tako, kot da gledaš črno-bel film, pa enkrat barve pride. Ne? Enostavno nisem predstavljal, da bo tako delovali, niti nisem vedel, da ta projekt imamo. Jaz sem prišel iz Doba, v Maribor še služil 1 leto kasneje in sem postal zavodski redar. In pride gospa Barbara, pravi, veš, boš mogel tudi izram biti, ker si redar, ne? Pa najboljš, da bi sodeloval, pa sem rekel, ok, bom pač sodeloval, ne? V smislu, kaj bo zdaj to, ne? No in potem pridem, pa vidim neki mali udeležencev, ne, nek 6-10, neki tazga, ker nekih je takih, ko so že zaključili, pa so šli, ne, pač ne morajo biti, nekaj so 3 mesece, 4 mesece. Zato jaz tudi nisem bil cel čas, jaz sem bil šele tam, ko je prišel gospod Babačič, ne, ona je bila, Tekleva je bil. No, v glavnem, moram povedati, da ni enostavno biti mentor v taki zadevi, ne. Morate vedeti, da mi nismo navadni ljudje, ne. Smo pač z razlogom tam, imamo vsak svoje travme, svoje probleme in tako naprej. Vsi mislimo, da smo dolžni, ne. Jaz sem to povedal gospodu Orlandu, ne. Kako smo nedolžni, ne. Eden reče, jaz sem eno dementno gospo kot akviziter olajšal za 32,000, ampak sem nedolžen, ne. Že ko tu povej, ko znoriš, ne. V glavnem bom pa tako rekel, vsi gostje, pa vsak sestank je bil nekaj posebnega, zato ker je odprl nam določene poglede, malo drugače pogledal, ne samo, da si tistem svojem svetu pa neko zamero gojiš do sistema, ne, ker ti je spravil sem po krivici, ne, že spet. In ko se vidiš določene stvari, pa vsi gostje so bili zelo prijazni, bom rekel tako. Noben ni bil hochstapler, ali pa da bi se odmaknil od nas, ali pa da bi nas vzil kot neki drugorazrednega. Da bi nas pogledal zviška. Ne, res so se proti pričakovanju zelo spustili na ta prav nivo, povedali svoje stvari in najdi tiste skupne točke, da smo lahko z njimi se pogovarjali in je bila debata zmeri sproščena. Sicer 2-3 niso ponovati rad sam poslušajo, ampak 4 pa bi kar en čez drugega govorili, ne. Ker tukaj smo me zaprašali. Bom rekel tam, no se bo pol, verjetno bote tam, ko bo posamezni gost, ne, bom rekel tako, jaz smo zelo rad šport, ne. In ko prišel Babačič, pa je začel razlagati tudi hokej, jaz hodim na vse hokejske tekme, sem hodil na Jesenice gledati in mi je bilo fenomenalno, ko je on razlagal svoje stvari, ne, recimo tako. Kako pa se je vaša, bom rekla, vez z mentorjem spletla? Kako vidite Orlanda kot mentorja v tem projektu? Bom rekel tako, najprej sem probal ga spoznati, ne, in sem v knjižnici, ker sem tudi v zaporski knjižnici, ne, sem poiskal tisto njegovo knjigo Gospodska mater Siorska, ne, sem rekel, da moram človeka pač najprej z literarne strani spoznati, ne, v glavnem in bom rekel, hitro smo najdla neko vez, ker je pač že pred, mislim, da je bil Dekleva prvo, ne, že pred, ko je bil gospod Dekleva, pa je v Alme Karlin govoril, ne, je on povedal, da je v bistvu to priredba njegovih misli, kako je ona potovala, ne, in dejansko zgodovinsko ozadje je znano, njeni postopki, mislim, vse, kje je bila in tako naprej, zdaj pa tisti, kar pa manjka vmes, je pa on dodal, ne. Tako kot pri Konu Iguldenu, ko je pisal od Cezarja ali pa od Džingiskana, ne, ko je tistih njegovih 5 otrok opisal,
in zgodovinsko je znano, kjer otroci so, ampak kakšni so bili pa odnosi med enim pa drugim, ne, je pa on po svoje dal. Ne. In on nam je tu razlagal in smo tudi, kaj sem preskočila iskra, da bi mogoče mi tudi naredili nekaj podobnega, se bomo se mogoče pa dotakli, ne, Leona Štupla. Ne. Aha, ja, to bomo še omenili. Ciril, kot eden, bom rekla, najbolj izkušenih mentorov v našem projektu, si, bom rekla, z večjih zornih kotov spoznal ta projekt kot mentor in literat in ilustrator, tudi z različnimi skupinami si sodeloval, ranljivimi, pa me zanima, kakšne so tvoje izkušnje, če primeraš mogoče svoj začetek leta 2016, ko se je projekt začel, pa danes, pa mogoče s kakšnimi metodami si se lotil, a si vsem skupinam pristopil enako, ali si naredil nek poseben načrt, bom rekla, za vsako skupino? Ja, vedno pripravljam načrt, vedno se prej pripravim, vedno poskušam razmisliti, kaj je tista skupina, pa včasih to tudi ne uspe najboljše. Teda tu so nihanja, kar je značilnost teh delavnic, je najlažje opisati z mislijo tega britanskega teologa Gilberta Keitha Chestertona, ki je rekel, pravzaprav eni kriminalki je to zapisal, to misel, pri čudežih je najbolj nenavadno to, da se dogajajo. Pol nekaj se dejansko zgodi, kar lahko opišeš z besedo čudež, se pravi, nekdo res preskoči neka iskra, nekdo pravzaprav, ko sem bil prvič v zaporu, sem bil v Celju, ne, zdaj, a veš, ta dva, s katerim sem se najbolj poštekal, celo, jaz sem prišel z nekim svojim problemom tja, z nekim projektom, ki sem ga delal, za scenarijem, za strip, ki sem rekel, dajte pomagati vi meni, ne, evo, tu sem sred zagate, dajmo skupaj prebrati ta scenarij in celo del scenarija smo pol uprizorili, tam v tisti dvorani, prednji so nas varnostniki vrni vrn, to se naučiš, ne, v zaporu te varnostniki ne moreš se nekaj zmeniti, konc je, vršujete vrn. Dva sta mi izrazito pomagala, trije, mogoče celo, vsi trije, pravzaprav zelo hudimi razlogi, zakaj so bili not. Zato je to, kar delajo te delavnice, res obrnejo. Mislim to, ali kar si ti rekel, Boris, da mentori res pridemo tja tudi nekaj dobiti, tudi z razlogom in tudi z veliko radovednostjo, teda je to oboje stransko pričakovanje, ne? Tudi ko stopaš v zapor ali pa ko greš k odvisnikom, ki ti pol naredijo genialno analizo del, ne? Mi z odvisniki, ko sem bil nekoč gor, niti do mojega prvega strukturiranega dela nastopa nismo prišli, ker zgolj na predstavitvi mojih del se je imela taka debata, take iskrice so začele preskakovati, smo rekli, ok, to je to, skratka, so ljudje, ki govorijo o naslovnicah, ki jih rišem za večer in opazili so stvari, ki jih jaz ne opazim, so mi taka težka vprašanja postavljali. Kaj to pomeni? To pomeni, da so mi nenadoma drug v drugem odkrivali kompetence, drug v drugemu odkrivali moč. Zato čisto iz trte zvito ni, ne, ker pri evropskih projektih se ponavadi pomiživneš, ne, ko ga pripravljaš, ker moraš zadostiti cel kup nekim birokratskim navodilom. To je to, od česar Angleži tako učinkovito pod narekovaji bežijo zdaj z Brexitom. To so te cilji, ta različna kohezivna jedra, kako se že temu reče. Ne, tu je res razlog. Zadnji razlog je potem, da ljudem, ki so se znašli iz različnih razlogov v stiskah, dati neko moč. Moč, da potem, ko se zaključi njihovo sodelovanje z zavodom, ko se zaključi prestajanje zaporniškega obdobja, ko se zaključi zdravljenje v zavodu, ki je namenjen zdravljenju od prepovedanih drog, da dobijo neko novo kompetenco. Zaposlovanje, to je boljši dostop na trgu zaposlovanja. Zdaj, ta je malo visoka, ne, tu je... Približevanje trgu dela, ja. Ja, ampak gled, sem pazi, pol pa sem rekel, ok, približevanje trgu dela, ajde, to kucamo, tam pišemo, noter pošiljamo ta Brusel, oni komi čakajo, da dobijo te maile. Izkaže se seveda trikrat smo se srečali zelo resno z ljudmi, ki so ravno to težavo imeli, ali so zgubljali delo, ali so bili kandidati za delo v skupini Altra. Točno ta problem. Ja, jaz tu bi dodal, ne, to, da to je gromozanski projekt. Ne. Javna agencija za knjigo, ne vem koliko ga poznate, po celi Sloveniji, po različnih ustanovah, pravzaprav skozi literaturo želi pritegniti ljudi iz torej, različne ranljive skupine, ne, zapornike,
odvisnike, zdaj tam ne berem, ne, in dejansko to je velik projekt, to zahteva določeno birokracijo, ob kateri sem se jaz skoraj da zlomil na začetku, ker to je grozno, to je za celo leto napisati en taki program, moraš res biti zelo trmast, zelo vztrajen, zelo, bom rekel, tudi, ne vem, birokratsko razmišljati ali kakorkoli natančno, kar pa jaz nisem, jaz sem kreativec in jaz nikoli, ne, razen teh rednih razpisov, ne, pa še tu me kar precej tolerirajo, bom rekel, ne, če je kakšna napaka, nisem za to. In hočem reči, tudi jaz sem se s tem nekaj naučil, da zdaj si pa upam skozi eno tako birokratski mlin iti, ne, in seveda mi tam res pišemo pol v poročilih, ne vem, z nekim tem birokratskim jezikom, ampak v resnici pa jaz zdaj vidim po enem letu, da so res rezultati, da ti ljudje, ne vem, če so zaradi teh delavnic bolj zaposljivi, recimo, ne, ampak so pa zagotovo bolj samozavestni. Zagotovo se znajo pogovarjati, utemeljeno, tehtno, znajo argumente postaviti, znajo izpeljati, bom rekel, svoje misli, ne, in dobijo neko samozavest, bi jaz rekel. Ne. Se morda tudi boljš predstaviti, a ne? Tako, absolutno znajo izvoli Boris, ja. Ne, škoboški nekaj bom jaz. Sem, evo. Ne, hotel sem sam dodati, ne vem, enkrat je bil en film, ena komedija, ko je prišel en igralec v vojno bazo ameriško, ne, in naj bi tam učil ljudi. In učiti bi mogel tiste, ko so bili disciplinsko najslabi, ne. In jim je prišel s Hamletom, ne. In tam pol kaže tistih 5-8 nekih črncev, pa nekih žensk, kaj je Hamlet, kaj je zdaj to. Ampak v glavnem jih je tako stripno, ne, in mi je dal tisto injekcijo, ne, da so začeli razmišljati sami. Tukaj rekel Orlando, te bobi, ne, mlajši, ko bojo še morali iskati predložnost na trgu dela, kar bo grozen, ne, to vemo, bojo imeli mogoče upaj si bojo, ne. In to je, meni se zdi, da je to, kar se tega tiče, zelo pomembno z Orlandove strani, ne, da je odprlo možnost. Smisel tega projekta je pač neka krepitev veščin nasploh, z neko pomočjo neke kulturne komponente. Tako da se mi zdi, da je treba pogledati celo stvar malo širše, ko bi rekla, kakšni so tudi stranski učinki tega projekta. Ne samo to, kar imamo mi na nekem papirju zapisano, ampak kaj človeku res da vse skupaj kot celota. Tle vidim veliko vlogo res tudi v mentorjih, ki sodelujejo v tem projektu in bi vprašala tudi na tem mestu Orlanda in Cirila, glede na to, da se naš projekt imenuje Vključujemo in aktiviramo, vidimo, da ima cela stvar nek, bom rekel, tak globi smisel, če se tudi sam mentor že pred vključitvijo, bom rekla, pred celim začetkom vključi in aktivira. Kaj vi pa pravite? Ja, za mene to absolutno velja. Jaz sem se konkretno glede tega projekta vključil tako, da sem šel na seminar, na izobraževanje, zelo zahteven seminar, bom rekel, zelo delovn, ne. Potem sem tudi kot pisatelj šel naokoli kot gost, ne, so me povabili v kak zapor ali pa kaj takega. Tudi čisto sam pri sebi sem moral dejansko se s projektom seznaniti, se soočiti in pravzaprav samega sebe na nek način aktivirati najprej, ne, da to miselnost zajameš, ne, da si zraven in čisto osebno najti pri sebi tudi razloge za to, da greš v tako delo, ne, ker jaz mislim, da če osebno ne čutiš, potem je brez veze, da greš zraven, ne. Jaz sem zato pristopil k temu najbolj prvič, ker imam knjige rad, ker delam s knjigami in ker sem tudi sam v življenju, sicer v mladosti, na nekem nižjem nivoju se srečal s tem, da sem bil pač ranljiva skupina, recimo. Ne. Itak pa jaz mislim, da smo mi vsi ranljivi. Ne. To se tudi vidi, ne, da pravzaprav sem jaz enako ranljiva skupina kot je on, zakaj pa ne, ne. Pač na nekem drugem področju. Ciril? Ok, najprej res priložnost za pohvalo, veš, seveda je 100-letnica konca Prve svetovne vojne, ko se je končala, še niso rekli Prva svetovna vojna, ker to je bilo preveč ambiciozno, če bi že takrat rekli Prva svetovna vojna se je končala, bomo zdaj, začnemo že pripravljati drugo, no, ampak ok, velike svetovne vojne, pa so rekli Britanci, to je bila vojna, v kateri so
osli iz zaledja vodili v boj leve. Ne? Pa veš, tu je nekaj, sigurno mentoric in mentorjev, ki smo taki levi, ki smo res srčni, ampak nas z birokratskim aparatom, ki odlično funkcionira, ker to pa moraš reči, zahteven seminar, sem to vse strukturirano, laufa, to ti vse zrihtajo, dejansko lahko mi normalno delamo, ne vodijo nas osli kot Britance 100 let nazaj in morda tudi danes, z Brexitom, ampak nas vozijo, kaj, srčki sem zgruntil, ne, res. Zarika, Mojca, a veš, Miha, zdaj ti, res imamo eno dobro podporo, no, ker tu pa ni štosa, ne, pri evropskih sredstvih nekaj se moč navaditi, klapati morajo klapati poročila, zdaj niso pa midla naklonjena, verjente, mislim se napiše, to. Ok, toliko pohvali. Zdaj pa druga stvar, ki se mi zdi pa zelo pomembna, je, da ta projekt je več kot dosegel cilje. Da je premaknil meje, pokazal, da lahko mnogi naši udeleženci, ki jim tega ne bi prepisal, zmorejo veliko. Nastali so krasni izdelki, likovni, literarni in res so se dvignile kompetence vseh udeležencev. Da letos in v prihodnjem letu si želim opozarjati na težave, na katere smo sproti naleteli. Recimo, to so mehni detalji, včasih kot to, da je iz Zavoda za prestajanje zaporne kazni, ne, je ta, recimo, vzgojno-kazenski včasih še bilo v Zavod, ne, ta vzgojno je odletel. Zakaj menjava v ideološki tarči pa vzgojno odleti iz imena inštitucij? Konkretno vem to za Povšetovo. Vprašanja so, recimo, ko greš v Črno, vidiš ta izredni napor mentorjev tam, hkrati pa tudi totalno prenatrpanost. Pa čist mimo grede potem tam v teh višjih nastropih vidiš situacijo, ki ima en fant, ki ga jaz poznam še iz otroštva, to je situacija, da je z zelo močnim, izrazitim Downovim sindromom oglušel in oslepel skoraj, zaradi tega, ker tako rekoč ne more govoriti, zelo rad pa je in ker nikako ni dovolil, da bi mu zobe čist dostal tudi brez zob. V kratkem času brez zob, brez oči, brez ušes, zdaj se nekaj dogovarjamo, da bi mu eno operacijo slepe mere naredili, pravijo vzgojitelji gor, ja, za te ljudi mi nimamo predvidenega budžeta za operacijo slepe mere. Se pravi, ta moški zdaj, ki je ostal na nivoju enoletnega, leto pa pol mogoče je to mentalnega razvoja, je zdaj v črni, pravzaprav v dobesedno v mraku in hujša zaradi tega, ker seveda ne more jesti žog. Zdaj, tu naletiš na zelo hude stiske. Tudi pri tem našem zaporniškem sistemu bomo opažali, da se premikamo nezavedno v sistem, ki je bližje temu ameriškemu. Na srečo še ni. Pri ljudeh, ki imajo izkušnjo z psihiatrijo, zdaj, ko se ukvarjam z Hinkom Smrekarjem, sem dobil iz zapuščine gospoda Kostnapfla, profesora Kostnapfla, reprodukcije skic. Smrekar je bil leta 1937 zaprt, takrat so ljudi še zapirali v žičnate kletke. Ampak mnogi imajo zelo hude izkušnje in zelo hude stiske povezane z sistemom in naš namen bi moral biti tudi opozarjati na te sistemske napake, kajti Slovenija ne samo to ne pomeni samo zastavo postaviti na vrt ali pa pred vrata bloka, pomeni tudi konstruktivno delovati in graditi kulturo teh odnosov med vsemi nami. Zato bi bilo treba zdaj zavezati se, recimo k temu, kar lahko rečemo tako skromno, slovenski nacionalni projekt. Inkluziven, odprt za vse, pa zavezan k spoštovanju vseh nas. Ker ima pa vsak seveda tudi svoje odgovornosti. Ja, te stvari so zelo težke. Zdaj Ciril je govoril o tem, s čim se mi na čisto osebnem nivoju kot mentori v institucijah srečujemo. Jaz se v zaporu v Mariboru, kjer so super ljudje, mislim, Barbara res mi stoji ob strani ves čas, pazniki so dokaj prijazni, ne? Ampak slišim pa dosti krat recimo, da se ponavlja beseda obsojenec, ne? Naprimer, obsojenec Boris Karlovšek, obsojenec Rado Šetina.
5-krat na dan mu rečejo, na vsakem koraku mu rečejo obsojenec. Tako da tega že ne ve. Tu je pa treba pozarjati, ker ti pa res gledaš prej, kot da bi prišel zapora, a veš? Ja, recimo, ne. Hočem reči, da te neke stvari seveda tudi prizadanejo, ne, ampak jaz ne vem, če mi lahko sistem spreminjamo, ne. Težko. Jaz bolj verjamem v literaturo, v njihove izdelke, pač, torej, seveda verjamem tudi to, kar si ti rekel, sem takoj zraven, ampak se mi zdi, da je, mislim, lažje, mogoče sem pa tudi naivn, torej, skozi njihove izdelke, skozi to, kar narišejo, kar napišejo, zdaj v letošnjem zborniku bo ena črtica objavljena od enega zapornika v Mariboru, od Radota, velik, robusten, mislim, da je kar vodja tistega celega nadstropja, brezkompromisen, totalno trd, recimo, ampak je pa napisal pol eno črtico, ker smo obravnavali črtico kot literarno zvrst. In tako približno gre. Ko sem bil star 15 let, mi je umrla sestra. Stara je bila 13 let, bila je lepa, imela je dolge, svetle lase, ni bilo lepše punce v celi ulici. Ko je umrla za rakom, sem se nehal pogovarjati z očetom in mamo, držal sem se bolj na stran. Smrt moje sestre je bila glavna tema v naši družini, dokler nisem odšel. Če tudi nisem več živel doma in sem se poročil in sem imel sodelavce, sem se še vedno držal bolj zase, nisem rad govoril o sebi, sem pa poslušal glasbo na gramofonu, ki smo jo poslušala skupaj s sestro. Recimo, to je en tak premik paradigme ti naredi, ne? Drugače začneš gledati na tega človeka, ne? Ki je, ker obsojenec je lahko vsak od nas, ne? Ampak vsak ima pa neko to zgodbo pač v zadju. No? Sam recimo moj komentar temu, ker absolutno to ima intrinzično vrednost. To, da ti preživiš dobrih 5 minut z nekom, 1 na 1. In tu, če imaš več ljudi v skupini, tistih 5 minut pa je neprecenljivih. Je kot tista Kocbekova pesem, sem mnogo več od pozabljenja, ne? Mislim, to je v redu. Zdaj, tisto, kar je seveda, jaz pač recimo, če bi zdaj nekega Pahorja sem dobil, ne? Ki je res nek primer človeka, ki za vse reče, ja, vse imaš prav, mislim, totalno neideološko pozicijo ima, ki je pa pravzaprav izredno slaba ideologija, mislim, da je zelo rekordno število ljudi, je on pomilostil, če smo pri, recimo, teh temah zaporniških. Rekordno malo število ljudi, ne? Da recimo boj pa se z njim sedel, pa bi ti on isto povedal neko zgodbo, pa bi ga razumel, pa bi rekel, sej, razumel, ti si pa tudi imel neko stisko. Ma briga me te tvoje stiske, Pahorje. Mene zanima, kaj si ti konkretno naredil politično. In me je bolj všeč, da si zasedno smotan tip, neprijeten, ki pa potem pa strukturno, recimo zdaj sem Pahorja vzel samo kot tako že pars pro toto, ne, del za celoto. Ne. Teda tu vseeno, vem, da ne moramo zdaj sistema spreminjati. Kričim pa, nevrotično, kričim v puščavo, če hočeš, in opozarjam, da stvari niso urejene. A ne, da je tu ful za spremeniti, če je Slovenija socialna država, to pomeni delati več. Ne, zdaj pa, če čuteče kulturnike spustiš, zraven tudi to začutimo in začutiva tudi te stiske. Neprecenljivo pa ostane ta izkušnja, to, da smo imeli 1 na 1. In tudi res, kot rečeno, meni zdaj kocine po konci, nekaj najboljših trenutkov, sploh sem jaz doživel ravno na teh delavnicah. V spisku, ne, top 10, top 100 dogodkov, kot ti ljudje res in v zaporu to, da ti tam prodaji bučke enemu, a veš, tam... Ne možemo blefirati. 200 metrov, mislim, visokemu, 100 težkemu, a veš. Mislim, tako je ti pa povedal, mislim, dejansko je to potem ena iskrena izkušnja, ki jo ceniš. Tukaj verjetno res, tako, ko ste uporabljali besedo blefiranja, ni, ne, ker udeleženci dobro začutijo, a ste vi tam iskreno, s srcem, vam je to delal veselje ali pa pridete samo zato, da, ne vem, 2 uri minete, ne. Ampak poleg vas, mentorjev, literatov in ilustratorjev, obogatijo, bom rekla, ta projekt in te delavnice tudi najbolj različnejši gostje, literarni ustvarjalci, strokovnjaki z tega področja. Randa, kako si ti izbiral, bom rekla, te ustvarjalce, strokovnjake, ki pridejo kot gostje na delavnice, vključujemo in aktiviramo? Ja, najprej sem se držal seveda nabora teh literarnih del, ki so vnaprej določena, ne. Moram priznati, da sem izbiral tiste avtorje, ki so meni osebno blizu, ki sem jih pač jaz rad bral, ker se mi je zdelo, da bom na ta način lahko bolj
z veseljem, ali kako bi rekel, z neko pozitivno energijo jih predstavljal. Zdaj ne vem, če je to verjetno deluje kot bližnica, ampak mene to v resnici tudi zares zanima. Držal sem se tistih tem, ki pač obravnavajo socialni rob, stisko, revščino, zapornike, tudi smo imeli recimo eno knjigo in potem tudi gosta. Na ta način sem se pač držal neko rdečo nit z gosti. Moram pa reči, da so, se to bo tako Boris povedal, se mi zdi, da so bili spoštljivi, da so bili fair, tako, da so prišli in pošteno, bom rekel, enakovredno se pogovarjali, kot da bi se pogovarjali s kakimi politiki ali pa, ne vem, literarnimi strokovnjaki. Boris, kater se je pa od gostov vam najbolj vtisnil spomin? Nažalost nisem imel možnosti, da bi vse videl, tako da, kot že rečeno, Dekleva je bil, potem pa Babačič, zaradi športne vsebine mi je bil Banda. Perfekt, ker sem čist mlad na športne, tako da v glavnem sem ga z odprtem vsem poslušal. Je pa ta knjiga, bom rekel z razlogom verjeten od Tomota, nas je se dotaknila, v bistvu smo se pa mi pogovarjali na to temo o naših krivdah, o tem, kaj smo mi, mislim, dotaknil se vprašanje, zakaj si sam tam, Mi smo komentirali knjigo v tem smislu, da mogoče ni čisto tako, kakor bi v resnici bilo, ker gospod ni bil v zaporu, tako kot smo mi, Je pa zelo dober zadev veliko stvari. Finta je pa tudi, da v bistvu potegne iz vsakega udeleženca vprašanje in odgovor na to, kako boš določene stvari premagal in tako naprej. In zato mogoče je bil ta iz tega ideološkega vidika, če rečem, ali pa iz penološkega, mogoče za nas najbolj zdravilen in hladen tuš in mogoče za pogled naprej zelo dober. Drugače pa najbolj so sigurno bili povedi navdušen, ko je prišel Sixpacks čukur, ker on je pa res tak rastura in on je že pojava tak, tudi energičen fant in tako naprej in v skupini smo enega, oziroma imamo, pardon, da tako rečem, pesnika, pesnice, sta takoj ujela, sta že eno zarepala in tako naprej, tako da to je bilo, mislim, kar se tega tiče, da je bilo sproščeno, to je bilo najboljše, to je bil tist pika na i, Drugače pa čisto vsak od teh, tako ste vi povedali, tudi Orlando, da vsi so zelo, zelo lepo prišli do nas, oziroma morate vedeti, nismo mi glih klasični predstavniki zapora, Tam bom povedal, jaz recimo na Dolbu sem zjutraj pogledal enega, ko se je gledal v ogledalo, pa čak takole, Adi, Adi. Jaz sem Adi, točno, Mislim, tak ne more priditi, ker mislim, to vemo, Pa mogoče tudi tisti, ko so preveč, nažalost, že preveč v sistemu, da sam ponavljajo, pa pridejo vsake 3 mesece ali pa vsake 2 let, ker jaz sem že dvakrat tam in iste ljudi srečam, Mislim, to je, nažalost, je tudi tako. Ampak tisti, ki so pa tukaj noter, bi rekel, ko jih vidim jaz kot same, ko prvič, pa mislim, da nikoli več ne bojo, ker upam za njih, so pa najdli tukaj zelo nekaj pozitivnega in gosti so jim dali tisti. Doben od gostov ni se umaknil, ali pa mogoče tisti, jaz tudi nisem osebno videl, Feri Lanšček se je ustrašil, ko je videl sobo za enega, ampak v tisti sobi za enega si jaz en let bil kot redar, pa mi je bila krasna, da sem bil sam, Ampak on je pa rekel, da tam noter ne bi bil, da, kako je že rekel, ne vem, ti si bil tam, Ja, začelo ga dejansko dušiti, ker Feri ima to fobijo, klaustrofobijo, zelo težko in ni bil, ga je bilo težko prepričati, da bi sploh prišel. Ne vem, kako dolgo sem ga moral prositi. Potem se je vendarle odločil, ampak smo morali v tem prostoru, kjer se to delavnice izvajajo, odpreti vsa okna. Sam je velik prostor. Ja, je velik prostor, ampak smo morali odpreti okna. Potem na hodniku so pazniki morali nekako pustiti odprte stvari. In mi smo potem brali njegovo poezijo. On je tudi sam bral zapornikov, ganov jih je do solz. To moram reči, da sta dvema takle, vse pravim, to je mene res ta nežnost, ta ranljivost mogoče presenetila, In potem so ga prepričali nekako, da si je šel samico pogledati, Tako da so šli do paznikov, so mu odprli samico in je šel noter.
in je bil seveda šokiran, hkrati pa je imel nek občutek, da je nekaj premagal. Ne. Tudi za njega je ena posebna izkušnja. Moram reči, da so že večkrat tudi gostje omenili, takole, ko smo šli na teren, da so prišli iz teh inštitucij drugačni, kot so prišli. Da to je res ena taka posebna izkušnja, ta stik z ljudmi, prostor, bom rekla to, kot sta vidva tudi omenila, da je tukaj res en daj dam. Veliko daš, ampak tudi veliko dobiš. Zdaj, bom rekla tako, rdeča nit vsega tega usposabljanja je kakovostna slovenska literatura. Ti si prej, Orlando, omenil, da si nekako izbral literaturo, ki je bila tebi mogoče bližja. Morda, ne vem, če predvedevam, ker jo tudi lažje, bom rekla, predstavljaš potem udeležencama, ne? Vse skupaj verjetno je tudi bolj iskreno in tako. Bi mogoče izpostavil kakšno knjigo, kakšno delo, ki je, bom rekla, med udeleženci doživelo najboljši odziv, lahko v plus ali v minus? Ja, sočutje neverjetno se je izkazalo, ko smo govorili in obravnavali knjigo Kit na plaži od Vinka Medrendorfera. To je knjiga o otroku z Downovim sindromom in o tem, kako pač družba, kako sošolci stigmatizirajo tega otroka in kako se ga pravzaprav eden izmed staršev celo malo sramuje in to nekako skuša prikriti in tak naprej. No, skratka, tu so neverjetno sočutje pokazali, tudi jezno so izražali do tistih likov tam noter, ki so tega otroka stigmatizirali in potem sem pa jaz v povezavi s to knjigo povabil strokovno delavko, zdaj, če sem prav izrazil, strokovno delavko v zavodu Hrastovec, ki dela z ljudmi, torej z težavami v duševnem razvoju. Težko mi gre s temi nazivi, ampak mislim, da je to. Socialno-varstveni zavod. In je ona prišla potem govoriti o tej knjigi in govoriti seveda tudi o svoji službi. In je bilo meni presenetljivo to, da se je usedla med dva zapornika, takole, vmes, in so tako tesno skupaj sedeli in je ona začela pripovedovati o svoji službi, s kakšnimi stvarmi se tam srečuje, kako pravzaprav ti ljudje, tudi nekateri, recimo v takih zavodih pristanejo preprosto zato, ker jih socialna služba nima kam dati. In jih kar tam odložijo na nek način in so ti ljudje tam po 20 let. Ne. In tisto srečanje, moram reči, da se mi je res vtisnilo spomin, zato ker so oni neko drugo ranljivo skupino z res enim sočutjem, s tako človeško toplino, bi rekel, sprejeli, da sem bil tudi sam ganjen. No. Lahko rečemo, da literatura res deluje na različnih področjih. Absolutno, in da potegne tudi različna čustva iz človeka. Ne? Boris, kako je pa pri vas s knjigami, se vas je katera posebej dotaknila? Vi v Mariborskem zaporu tudi skrbite za knjižnico, a ne? Bi morda kakšno posebej izpostavil, glede na to, da tudi sami ustvarjate in pišete, bom rekel, ste tukaj res ta prava kompetentna oseba. Ne vete kaj, v zaporu je tak, v knjižnici najrej berejo Winnetou, Karla Maja. Pa za razliko od, nisem pričakoval veliko jih posega po takih zelo strokovnih z področja psihologije, tudi logično zdravljenje od odvisnosti od drog, alkoholizma in tega. Imamo tudi te knjige, ampak jih itak teh primanjkuje. Ne? V bistvu, bom rekel, ko smo že prej se pogovarjali, se me je dotaknila v Pajkovi mreži, ne? Je od Tomota, Podslenšek. Tomo Podstenšek, sredi Pajkovi mreže. Povej malo, o čem gre ta knjiga? Ja, knjiga govori o zaporniku. Ne? In sicer pride ven, zapornik, ki je imel žalostno izkušnjo, da je kot alkoholiziran voznik povozil do smrti eno žensko. Dobil je 3 leta zapora in je odslužil svojo kazen na dobu. No, pol je pa prišel ven, tako kot pridejo vsi, brez vsega, ni vedel kam neč, je pa naletel na nekega človeka, ko mu je pomagal in na koncu izkaže, da mu je pomagal
moški, ki je imel rad to žensko oziroma mož, ne, in se mu je maščeval na tak način, da mu je dal tisti po srbski ali pa izraelski pregovor, najboljš, enkrat imaš, pa pol nimaš. Največja kletev je, imaš pa nemaš. Ne. V bistvu mu je pomagal in mu je še celo neko žensko zrihtel, stanovanje, službo, in pa mu je pregledal kartico in mu je poslal pismo. No, zdaj pa vidiš, ne, v glavnem, tukaj je vprašanje naših krivd. Ne. V bistvu, kaj smo krivi. Bom rekel nekaj osebnega, sem jaz doživel na Dobu, ko je en res perfekten fan športnik, mislim, da je tam okoli 29 let star, je tudi pod vplivom, mislim, da je substanc, nisem nahvatil, vete, v zaporu je 5 pravil, ne? Eno od teh je, ne sprašuj, zakaj je kjer not, ne govar, zakaj si ti not, ne sposoji si denarja, ne igraj za denar, pa ne deposoji denar, to je 5. To moraš vedeti, da tega ne smeš želeti. No, v glavnem, ta fant je perfekten kot človek, super, ampak nisem ga vprašal, kaj je bilo, ampak povazil je, oziroma ne povazil, zaletel se je v enega fanta, ga ubil na licu mesta 17 let starega. Problem, dolgo je 6 let zapora, nekaj je sporno, pa je šel pol ven, ker je vrhovno razveljavljal, ne. Ni problem v tem, da smo se pogovarjali, kupma še do konca. On je trpel zato, ker je tega fanta povozil. On je rekel, jaz nimam rešitve zdaj, čez 6 let, ko bom ven. Jaz ne bom mogel reči, zdaj sem pa. Je rekel, jaz bom šel zmeraj na tisto pokopališče, jaz bom gospod, isto mamo, srečo. Je rekel, jaz ne vem, kaj ne naredim. Ne? In v bistvu, ta je probo, v bistvu je ta pajko mreži ista. Ista dilema, ja. Ista dilema, ne. Zdaj, nekateri so me tako, zdaj bom nekaj rekel, ko ne smem mogoče, ne. Ko je bil v zaporu v knjižnici 2014, ko sem bil en malo starejši gospod, pa se je, kaj pa si ti naredil, rekel, jaz sem pa fugu, ko ne bi smel. Ampak hoče reči, ta je čist druga situacija, ne. In te kriv, da ne moreš takoj dati stran in tako naprej, ne. Vsak od nas je imel neko zadevo, kar za stojnost niso dake za brezveze, nismo tam, ker se je eden človek enkrat odločil, ne, da smo nekaj naredili, ne. In ti se vprašaš, v 2 milijonov, zakaj si ti glih tist, recimo vse skup zapornike prištevnih je 1500 zdaj trenutno v zaporu, zakaj si ti eden tistih 1500, ne? Na kak način nisi spoštoval nekih norm, da si nekaj naredil, ko ne bi smel, ne? In ta knjiga nam je vsakom posebej odprla vprašanje, kakor si ga dotakne potem vnaprej. Vi tudi sami ustvarjate, da se bomo k temu še vrnili malo kasneje. Jaz bi rada povedala, da tudi Javna agencija za knjigo vsako leto izda zbornik z, bom rekla, zbranimi literarnimi pa likovnimi deli vseh vključenih v ta projekt. Na ta način, bom rekla, imajo tudi tisti, ki niso prej ustvarjali, ki mogoče niti niso razmišljali o tem, možnost neke javne objave njihovega dela, njihovega literarnega izdelka, likovnega izdelka. In do zdaj se je pa tudi izkazalo, da je med njimi kar že nekaj takih, bom rekla, pravih piscev. Ravno včeraj smo predstavili, bom rekla, 2 od naših udeleženk, ki sta v tem času usposabljanja v projektu Vključujemo in aktiviramo, tudi že izdali svoje, bom rekla, knjige, svoje knjigi. Ciril, ti si sodeloval tudi z Brigito Krek, ki je, bom rekla, vključena v naš projekt v društvu Altra. Ti si upravljal, bom rekla, to mentorsko delo, si mogoče bil tisti, ki si v njej tudi prepoznal en potencial. Kako je prišlo do tega, da je potem se ta knjiga izdala? Ja, zapletena zgodba. Čist prvo srečanje, ko sem jaz prišel sploh pogledati prostore Altre, ne da bi še začenjal z uradnim delom delavnic, so se srečali Brigita tam, srečala so se, pokazala mi ene pesmi, jaz sem tam spregovoril o ritmu, predlagal par alternativ in Brigita mi je rekla, da ni še nikoli pomislila, da bi pa pesem popravljala lahko. Ona pač napiše in se rekel, ne, sem popravljam, vsi popravljajo, Prešeren ful popravlja. To in da se rekel, ok, bova kasneje, skratka smo videli, da potrebovala bova čas, torej.
nič se pol ni zgodilo s temi pesmimi, mi smo šli pol v en tok druge dinamike, jaz sem mogel skupino spoznati, ker sem bil tisto leto v vlogi literarnega mentorja, je to doseglo in preseglo moje sposobnosti tovrstnega. Jaz sem verjetno res bolj soveren v vlogi likovnega mentorja, pa bolj soveren v kratkih formah kot v teh daljših, čeprav sem globoko hvaležen za to izkušnjo in je pripeljala tudi do rezultatov. Pa vendar se je potem zgodilo to, da smo povabili, koliko še imamo? Še 3 minute. Ok, 3 minute, povabili smo Kavaco. Kavaca pride vsakič pol ure prej, to jaz nisem vedel, pa sem kasneje še večkrat spoznal, da se tega res drži, to je neka navada iz teatra, ker je prišel pol ure prej, jaz pa v točni uri, je on z udeleženci že spregovoril prej. In je rekel, Ciril, tako skoraj me je zagrabil, je rekel, to pa morate izdati. Ta pa je, dobro, to pa je res noro dobro. In kasneje, da skrajšam zgodbo, te pesmi je dodelala, predelala, izoblikovala, in Kavaca jih je prebral, bili smo na radiju in šle so v knjižni obliki in vse je tudi Brigita sama ilustrirala. Nora knjiga. Dokončal je pa delo, pa seveda mentor, ki je naslednje leto. Žiga Valetič. Tako, Žiga Valetič, tako da on je imel ta glavno, jaz samo govorim, bil sem zraven. Jaz bi tudi povedala, da smo danes prinesli s sabo nekaj teh zbornikov, ki so išli v lanskem letu, letošnji še so v tisku, bodo nekje konec prihodnjega tedna na voljo. Tako da, če kdo želi, seveda vabljeni, lahko si tudi ta zbornik vzamete, prelistate, seveda tudi odnesete domov. Če bi pa kdo želel, bom rekla, še, se pa lahko na naju s kolegico tudi obrne, pa tudi lahko ta zbornik še priskrbimo. Boris, tudi vi ustvarjate, kot sem že prej omenila, kakšno vlogo pri tem vašem ustvarjanju je pa Orlando igra? Ja, ta glavno se tem reče, ne, v bistvu se lahko pogovarjam s kompetentno osebo, ki mi pove, kako naj določene stvari zapeljem, ne. Veste, če imaš idejo, še to ni dosti, moraš jo razviti, moraš pelati tako, da pride do rezultata, ne, in zdaj smo glih na začetku te poti, ne, da delamo eno zadevo v Leonu Štuklu, in sicer to je bilo pa spodbudeno takrat, ko je bil Dekleva, naš gost, ne, in je govoril k tem o svojem delu o Almi Karlin, ne, in smo prišli na idejo, da bi to nadgradila midva z Leonom Štuklom. Namreč, jaz sem imel to srečo pa privilegij, da sem ga srečal, ne, in v bistvu je bil on v službi v poslovni skupnosti za drobno gospodarstvo Formator Celje, delal v Mariboru, pa v sredah hodil v Celje, ko je pa že bil globoko v penziji in tako naprej, pa hodil z svojim naslednikom, pravnikom, ki je pa nekaj sem pa jaz sem sledil v Celje in smo se slišvali, in to je bilo za mene neko, ne vem, kako da bi se malci izkrcali, ne, in ko si z njim govoril, si videl tiste njegove ideje, on je govoril, kako da je zgodovina, ne, in mi je se res dotaknil, mi je za zmeraj ostali, tiste njegove misli so mi ostali v spominu in on je, recimo, mislim, 1000 stvari je povedal takih, ko so me presenetile, ne, in za njega je bil Dunaj glavno mesto za zmeraj, ne Beograd, bil je res privržen kralju, mislim, bil je fenomenalen, ne, in tu smo rekli, da bomo v knjigi skupaj delamo to. Dejansko bo Borisu prihodnje leto pri naši založbi išla literarizirana biografija o Leonu Štuklu. Če ne prej, prihodnje leto na sejmu boste zagotovo slišali za njo. Jaz bi, glede na to, da se čas žal izteka, čeprav imamo še veliko zapovedati, bi pa vseeno, bom rekla, citirala eno Cirilovo misel, ki jo je zapisal v spremni besedi v zborniku, in sicer se glasi: naše delavnice premikajo meje, o tem ni dvoma. Moramo se povprašati, odkot prihajajo ljudje, ki se znajdejo v institucijah, ki so kraj naših obiskov. Kaj se dogaja z njimi, kaj počnejo po našem odhodu, kam odhajajo, kadar se bivanje zaključi. S tem bi nekako zaključila, bom rekla, našo debato, vas povabila tudi na forum za obiskovalce o 15. uri, kjer bomo predstavili tudi ta literarna dela, ki torej bodo išla v zborniku prihodnji teden, tako da lepo vabljeni. Hvala vam za vašo pozornost, hvala, ker ste nam prisluhnili.
Če želite pa še kaj več, smo vam pa seveda tudi na voljo še zdaj po tej debatni kavarni. Tako da hvala lepa za vse, hvala gostom.